Intuitivni navdih za teden od 2. marca do 8. marca. Mičnost. Mičnost je beseda, ki se bo vse bolj in vse bolj začela udejanjati v tvojem življenju. Dejansko ni pomembno, ali si moški ali ženska, vendar mogoče je to bolj energija, ki objema ženske in se dotika moških. Mičnost je energija, ki začenja brsteti v pomladi, ki začenja brsteti takrat, ko se zemlja začenja prebujati, ko se narava začenja prebujati. Zato je potrebno, da se mogoče malo pripravimo na to obdobje in malo pogledamo, kako smo preživeli zimo, kako smo preživeli vse tisto temačno obdobje in kako se sedaj pripravljamo na svetlobo. Se nastavljamo soncu kot mična gospodična, kot prekrasna roža, ki je začela kliti, in resnično je to čas, ko začenjamo čutiti tiste prve energijske dotoke, tiste večje sončne prilive, ki se iz dneva v dan bolj večajo. Toplota narašča, zemlja se počasi ogreva, tudi ozračje in tudi mi. Zato je mičnost nekaj, kar prihaja sedaj v ozračje. Naj si bo to naša spogledljivost ali samo zadovoljstvo v naši notranjosti. Vsak deluje na svojem nivoju in vsak mičnost dojema drugače, na svojem nivoju. Zato je pomembno, da delujemo tako, kot nam je blizu. Če nam je pomembno, da dobimo odobravanje moškega, prijateljice, naj bo tako. Če nam je pomembno, da se samo v sebi počutimo zelo mično, ne glede na okolico, ne glede na to, kaj drugi govorijo, potem je to tisto, kar nas bo resnično izpolnilo. Kar nam bo prineslo nekaj, kar bomo lahko posadili in globoko v sebi začutili ta občutek radosti, da smo zadovoljni s sabo in da je vse to, kar prihaja, resnično mično in nam prinaša veliko darov in veliko novih izkušenj. Zato nam je vsaka nova zadeva, ki se bo pojavila v življenju, zdela mična. Bodimo pozorni na to, bodimo nekako preudarni pri tem in ne zagrabimo prehitro, kajti mičnost je tudi lahko zelo mikavna, vendar hkrati pa se razblini v trenutku. Zato pomislite, ko začutite neko energijo v tej smeri iz zunanjega sveta. Resnično je pomembno, ali vas le izziva, da sami najdete tisto mičnost v sebi, ali vam le kaže zrcalo in vas uči, najprej moraš najti mičnost v sebi. In tukaj je tista šola in tukaj je tisto globoko spoznanje, ki ga prinaša mičnost. Nikoli ne nasedajte tistemu, kar je samo lepo okoli, znotraj pa ni nič. Je samo mično, je samo površinsko. Ko pa odkrijete zaveso oziroma
slečete oblačilo, pa nastane čisto druga zgodba in takrat bodite resnično hvaležni, da najprej izbirate mičnost v sebi. Hvala, vaši vodniki.